Spoštovani udeleženci konference Eureka Mladi 2008. Svet je postal majhen. Majhen, če pogledamo, kako hitro se pretakajo informacije, majhen, ko vidimo, kako hitro lahko potujemo iz enega konca sveta v drugi del, majhen, ko se pogovarjamo o prodaji storitev in izdelkov. V tem svetu moramo biti seveda konkurenčni in če želimo biti konkurenčni, moramo imeti dovolj znanja, ustvarjalnosti, samoiniciativnosti in vse to moramo znati uporabiti. In da vse to znate, dokazujete prav vi, današnji udeleženci dogodka Eureka Mladi 2008. Tu ste mentori, ki pomagate mladim in skrbite za to, da razvijajo svoje talente. In tu ste mladi, ki dokazujete, da znate opazovati svet, da znate opazovati življenje in da veste, kaj so problemi, kakšne so možne rešitve, da znate poiskati ustrezne informacije, jih uporabiti in oblikovati ustrezne rešitve. Pri tem morate biti seveda vztrajni in tisto, kar je najpomembneje, verjeti morate vase in znati pozitivno razmišljati. Od tu iz Strasburga je seveda pogled na vas zelo optimističen in prav zaradi tega bi vas rada opozorila na problem, za katerega sama ocenjujem, da je eden največjih problemov sedanjega sveta. To je izziv podnebnih sprememb. Veliko ste verjetno že slišali o njih, ampak človeški obraz jim damo le malo kdaj. Le malo kdaj poudarimo, da je to tudi problem hrane, da podnebne spremembe vplivajo na pridelek, da vplivajo na lov, ribolov, na bivanjske razmere, naše zdravje, na lastnino in še bi lahko naštevala. V Evropi pozornost v glavnem posvečamo zmanjšanju izpustov toplogrednih plinov. Pomemben pa je še drugi del, to je prilagajanje na podnebne spremembe, kajti znanstveniki nas opozarjajo, da se le-te že dogajajo in da so močnejši vremenski pojavi prav posledica podnebnih sprememb. Kar pomislite na letošnjo točo v Sloveniji, pa na tisto, ki se je zgodila lani. Poškodovala je pridelek, pa tudi našo lastnino, hiše. In zelo sem bila vesela, ko sem gledala vaše naloge, ki so prispele na razpis in opazila, da ste posvetili pozornost tako zmanjšanju izpustov toplogrednih plinov, kot tudi ukrepom za prilagajanje. S tem pa ste dokazali še eno pomembno stvar, namreč to, kako razumete kakovost življenja. To namreč ni le življenjski standard. Kakovost življenja ne pomeni le visoke plače. To pomeni tudi varnost, kakovost življenja pomeni tudi bivati v zdravem in čistem okolju. Ob koncu pa naj vas povabim še k sodelovanju pri akciji Ohranimo Slovenijo, pomagajmo Indiji. Tu želim pravzaprav opozoriti na vašo srčnost in solidarnost, kajti mnogo mladih je po svetu, ki ne živijo v takih razmerah kot mladi v Evropi in Sloveniji in si osnovnega znanja ne morejo pridobiti kar na način, kot je samo po sebi umeven pri nas. Zato vas vabim, da se pridružite akciji Ohranimo Slovenijo, pomagajmo Indiji. Več podatkov o tem pa lahko najdete na zgibanki, ki smo jo dostavili prav ta namen v Ljubljano. Ob koncu želim še čestitati vsem nagrajencem, prejemnikom priznanj, nagrad, plaket. Vsem pa želim še veliko iskrivih idej in pa okolja, ki vas bo podpiralo pri razvijanju vaših talentov.